Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ljubiteljice in ljubitelji domačega nogometa Lige Telemach iz Kidričevega, kjer je pred nami zadnja tekma 34. kroga državnega prvenstva. Aluminij in Olimpija se bosta pomerila. Je še v tej sezoni seveda igral za Aluminij. Boači z ostro podajo pred gol in skoraj da bi tu prišlo do avtogola. Sijajna reakcija Nvolokorja. Ničani disciplinirano v obrambi in zdaj z vse pogostejšim prehodom v napad. Prtajn ima zdaj priložnost, Prtajn strelja na pravem mestu Nvolokor. Tule Turčin, to vrnil se je v pomoč Kreflu v obrambi. Kvesič, Turčin pa znova do žoge, priložnost za Kidričane, ki vodijo z 1-0. Strelec je Kadrič. 1-0 za Aluminij, kdor ne da dobi, bi lahko rekli po videnem za zdaj v Kidričevem, čeprav to ni bila prva priložnost za domače, pa vseeno Olimpija z bistveno več priložnostmi. Kadrič pa je izkoristil tole, kar je predtem storil Turčin, zagotovo bomo videli. Šel v okvir njegovih vrat, preizkusil je petek, ampak to je nova priložnost za Aluminij, podaja pred vrata in prepričljiva reakcija Baniča, potem pa je reševal Ratnik. Morda celo zadnji napad Olimpije v tem prvem delu. Kvesič za Matka. Matko je pred vrati, to je priložnost za izenačenje. 1-1. Kvesič je strelec v zadnjih sekundah tega prvega polčasa. Je Mario Kvesič tule zdaj vidite dosegel svoj 6. gol v tem prvenstvu in Olimpija je prišla v zaključku prvega polčasa do izenačenja. 1-1 je v Kidričevem. Zadovoljen je lahko zdaj seveda Robert Prosinečki, zadovoljni so tudi Olimpijini navijači, ki so prišli v Kidričevo. Takole podaja proti Matku. Posredovanje petka, zdaj pred Kvesičem. Teda Olimpija je ponovno prišla do žoge. Sešlar s podajo, pa Jelšnik, ki strelja in v kolorju je zdaj žoga spovzela v gol. Olimpija je prišla do preobrata. Ob izteku 50. minute srečanja je Olimpija prišla do preobrata. Timi Max Jelšnik, tragični junak zadnjega medsebojnega obračuna teh dveh ekip tu v Kidričevem, kjer je svoj čas igral v vseh klubskih selekcijah, praktično domačin tu, pa je zdaj dosegel zadetek, takole pravzaprav začel to akcijo, potem pa Sešlar. Poteza Marinška, pa potem Šroler, prednost pušča Borošak. Martič je prišel do položaja za predložek. Martič na rub kazenskega prostora, Bovha. Zdaj spremljamo nekaj kontinuiranih napadov Aluminija. Kakšen strel je bil to Bovhe. Robert Pevnik je izkoristil že vse menjave. Proti oddaljenejši vratnici, priložnost in izenačenje. Izenačenje, strelec je Petek. V 86. minuti po prvem kotu so Kidričani prišli do izenačenja. Najprej neposredno iz kota žoga v vratnico, odbitek pa je tudi atraktivno v mrežo poslal branilec Luka Petek. Veselje zdaj na tribunah tudi domačih navijačev v Kidričevem. Tule poglejmo še enkrat. Vse tri. Tole so v novem napadu. Prelec. Prelec ima priložnost, 3-2. Prvenec Prelca v prvi slovenski nogometni ligi in zdaj je zabil svoji nekdanji ekipi, iz katere se je kot mladinec preselil v Italijo k Sampdoriji.
tudi zato njegovo veselje ni tako prešerno, kot bi bilo sicer v znak spoštovanja do njegove bivše ekipe. Tona v 94. minuti je prav Nik Prelec Olimpijo ponovno popeljal v vodstvo. Robert Pevnik, sijajna tekma, 5 zadetkov, na koncu se ni vedelo, kdo bo zabil tistega tretjega za popolni skupiček. To je na koncu uspelo Olimpiji, vendar vi ste resnično zelo drago prodali svojo kožo. Kaj ste dejali fantom zdaj takoj po tekmi? Da nisem zadovoljen, predvsem nisem zadovoljen, se spominjamo situacije, 44. minuta, Kadrić 100% priložnost, 43. povedeš 2-0 in je čist drugi potek tekme. Potem ta sodniški podaljšek v prvem polčasu imamo, da iznesemo žogo in predamo in dobimo ta gol v sodniški nadoknadi 20 sekund. Se pravi, v teh momentih premalo koncentracije, drug polčas zopet ena napaka, kaj smo se dogovorili, da ne igramo v sredino, odigramo v sredino, kontra Olimpije gol, potem se zopet vrnemo v življenje in enostavno prinamkuje nam tukaj te koncentracije v teh ključnih momentih. Se pravi, sodniški dodatek, namesto da imamo 2-0, imamo 1-1, se pravi, imamo 2-2 in potem dobimo v 94. minuti gol in enostavno časa zmanjkuje, računica še je, smo odvisni od Bravota, ki igra v Sežani, upanje bo zadnjo umrlo, ampak to moramo popraviti. Drugače je, igra napreduje, je to, ampak to je premalo. Treba osvajati točke, ni sam dosti, da igraš dobro. Treba imeti tukaj koncentracijo in Olimpija je izkoristila to individualno kvaliteto, ni pa nas nadigrala. Mislim, da smo imeli svoje trenutke in lahko jih obžalujemo, lahko obžalujemo to naivnost in gremo naprej, glave gor. 2 tekme so še ostale, vse je še v matematiki in ne bomo se predali. Čaka nas prava tekma v razprodanem Ljudskem vrtu, motivacija in gremo vse narediti, da tam dobimo to tekmo. Ja, dejali ste, odvisni ste od Brava, predvsem pa seveda tudi od sami sebe. Omenili ste že to tekmo v Ljudskem vrtu, ko se bo Ljudski vrt poslavljal tudi od Tavaresa, ko bo Maribor iskal tudi točke za državni naslov. Aluminij v tej sezoni 2-krat Mariboru že zabil 3 gole tu v Kidričevu, ampak zdaj boste torej igrali v Ljudskem vrtu. Resnično vražje težka naloga. Seveda, da je vražje težka, ampak kaj je večja motivacija za igralce? Mi tako ali tako nimamo kaj izgubiti. Pokazali smo danes, da imamo kvaliteto, ampak te ključne momente, se pravi peklenski Ljudski vrt, treba iti odigrati, to so najlepše tekme, ki jih lahko igralec dočaka. Ne? In kot ste rekli, smo drago prodali kožo, ampak jaz nisem zadovoljen tem, da je drago. Boljše bi bilo, da je Olimpija drago prodala kožo, pa da smo mi zmagali na koncu. Robert Prosinečki, čestitke za zmago, prava drama tu v Kidričevem. Tisti neutralni navijači so zagotovo uživali v tej srhljivki. Kako pa je za vas, trenerja v robu igrišča, vse skupaj takole spremljati? Pa na kraju je bilo, drama, oni daju u 86. mi u 92. trećoj, za pobjedu, ali mislim da smo morali riješiti prvom povredu. Ja mislim da je Olimpija odigrala jako dobro, da je imala puno prilika, puno šuteva na gol i tu smo trebali riješiti utakmicu. Na kraju mogu čestitati mojim momcima da su odradili super. Na kraju kad pobjediš sve je u najboljem redu, još imamo neke faze gdje možemo poboljšati. Aluminiju, nažalost, izgubili, ispadali su se, stvarno borili i njima isto čestitke na kraju kraja. Mislim da ipak je Olimpija zasluženo pobjedila. Zdaj ste prišli v situacijo, ko lahko zmaga v naslednjem krogu proti Muri, praktično že krog pred koncem celo rešite to vprašanje v povezavi s 3. mestom. Pa dobro, sigurno je opet prava utakmica za nas. Ja mislim da ćemo se oporaviti do sljedeće nedjelje, ima dosta vremena, tako da ćemo sigurno analizirati i pogledati. Mura je jedna ekipa koja je sigurno nezgodna, ali mi dobro igramo u Stožicama, dobro igramo u Ljubljani i bit će to sigurno jedan pravi derbi. Zdaj je za vami že 6 tekem v prvi slovenski nogometni ligi na klopi Olimpije. Kako bi ocenili trenutno to tekmovanje? Nekako se vidi, da lahko praktično vsak preseneti vsakogar.
Pa dobro, ovdje se vidi, jel, na kraju kad vidiš da Bravo pobjedi Maribor koji se bori za titulu, jel, da ima čudnih rezultata, svakog može pobijediti. Ali ja mislim da je Olimpija ovih 6 utakmica nije bila inferiorna sa nikim, jel, bila je sve u biti ona koja je dominirala. Imamo 2 poraza, ali mislim da smo odradili to dobro. Pripremit ćemo se sad za Muru, što nam je najvažnije i tu ako pobjedimo, sigurno onda smo u Evropi. Haris Kadrić, verjamem, da se ni kar lahko takole sprijazniti s porazom na koncu. Drago ste prodali svojo kožo proti Olimpiji, ampak to vam na koncu pri beri točk ne pomaga kaj dosti. Velik boj, kako ste vi videli tole srečanje, ne nazadnje ste tudi sami zabili proti svoji nekdanji ekipi. Pa mi smo u situaciji koja nam igrala samo 3 pike. Mi smo danes proti Olimpiji pokazali da se nismo prišli samo braniti, probali smo iskoristiti svaku priložnost. Žal je Olimpija dovolj kvalitetna ekipa da te naše napake kaznuje. Mislim da to več ni sreča, mi preveč naivno prejemamo zadetke, na tem nivoju te to košta in probali bomo iti v Maribor, igrati najboljšo možno tekmo in bomo videli, kaj bo. Ja, naslednja tekma Maribor, zdaj že jasno, da morate enostavno naslednji 2 tekmi dobiti, če želite še upati na obstanek. Kako presenetiti vijoličaste, ne nazadnje ste enkrat v tej sezoni to že dokazali, vendar tu doma pred svojimi navijači. Pa kot je že trener rekel, dokler je matematika v igri, mi bomo šli na zmago vsako tekmo, smo športniki, profesionalci, tako da drugega se niti ne pričakuje. Kako se bomo Maribora lotili, bomo še videli, ampak sedaj moramo to tekmo čim prej pozabiti in se sfokusirati na to zadnjo tekmo, ker, kot ste rekli, 3 točke so nujne, če ne vemo, kaj sledi. Nik, iskrene čestitke za zmago, pravijo, prvega ne pozabiš nikoli, tole je vaš prvi med elito, zabili ste ga, lahko bi rekel, v svoji matični ekipi. Kakšni so zdaj občutki na koncu zmaga, pa še ta zadetek globoko v sodniškem dodatku? Ja, prvo hvala za gol. Ja, težka tekma je bila, ampak smo na koncu nekako to izvlekli, te 3 točke, ki smo jih potrebovali, saj se ve, da jih potrebujemo za Evropo. Občutki so pa po eni strani dobri, po eni strani pa slabi, saj sem začel praktično v Aluminiju, tako da so mešani občutki. Kakšni so bili napotki trenerja, ko ste vstopali v igro, kajti takrat je Olimpija še vodila, na koncu pa ste morali vendarle reševati te vse 3 točke? Ja, trener je rekel, pač enostavno igrajte, ne preveč izgubljenih žog in to je to. Zdaj znova nekako zadeva na vaši strani, ste v prednosti pred Muro, ponovno pa tudi Mura zdaj v naslednjem krogu gostuje pri vas v Stožicah. Ja, res je, da to bo težka tekma, da se moramo dobro pripraviti za fanti, ampak mislim, da če bomo mi ta pravi, bomo to odpeljali do konca.